Lep pozdrav v imenu podjetja Interseme. Nahajamo se na poskusnem polju našega podjetja, kjer vsako leto posadimo večje število sort z namenom, da jih predstavimo večjim pridelovalcem in seveda tudi vrtičkarjem. Za vrtičkarje so seveda najpomembnejše zgodnje sorte, kot je sorta Arov, ki je trenutno najbolj zgodna sorta v Sloveniji in se dobi tudi v malih pakiranjih. Pomembna pri teh zgodnjih sortah je tudi sorta Kresnik, Kifeljčar, stara slovenska sorta, katero imajo ljudje zelo radi. Potem pa sorta Casablanca in Arizona kot srednje zgodnji sorti zagotavljata večje pridelke kot najbolj rane sorte in se uporabljajo čez celo poletje, so dovolj odporne tudi na bolezni, da se da normalno pridelek skladiščiti do pozne jeseni. Novejše sorte, kot so Aloete, Carolus, tudi Rudolf, sorte so srednje pozne. Rdeče kožnata sorta Aloete je tudi zelo primerna za ekološke pridelovalce, kajti imuna je na plesen na listih in na gomolih. V letošnjem letu se splošno pojavlja veliko težav s plesnijo in bodo tudi čez poletje zelo močno napadene. Tudi sorta Carolus, ki je sicer rumeno kožnata z rdečimi očesci, z veliko vsebnostjo suhe snovi, primerna za čips, za pomfri, je praktično imuna na plesen na listih in na gomoljih in prav tako primerna za biopridelovalce. Te sorte so v glavnem v pakiranih po 25 kg. Druga pomembna sorta je pa tudi sorta Rudolf, rdeče kožca, ki nadomešča sorto Romano in belo meso. Prav tako odporna na plesen in se odlično skladišči do pozne pomladi. V našem sortnem izboru je tudi sorta Esme, srednje zgodnja do srednje pozna, rdeče kožnata sorta, ki je zelo okusna. Zelo dobro zraste tudi na bolj peščenih tleh in se da nekoliko dlje časa skladiščiti. Zelo pomemben je čas nakaljevanja in da se krompir nakaljuje na svetlobi, kajti takrat naredi prave in močne kaliče, ki se tudi kasneje pri saditvi ne lomijo. Zemlja v času saditve mora imeti vsaj 9 stopinj, optimalna temperatura za saditev pa je 12 stopinj v zemlji na globini saditve. Krompir se sadi nekje na globini 5 do 6 cm, drobnejši gomolji bolj nekje do 3 do 5 cm. Za saditev se priporoča debelino gomoljev 35–55 mm, kajti te gomolji imajo pravo število očesc za dober pridelek. Odsvetujemo rezanje predvsem zaradi prenašanja bolezni, bodisi bakterijskih ali težkih viroz iz gomolja na gomolj. Nikdar se ne ve, če je vmes kakšen gomolj okužen. Tudi če se sadi kakšno ali pa reže prej domač krompir, se lahko bolezni prenesejo na sveže kupljeno seme. Z rezanjem gomoljem se krompir sili, nastavlja manjše število gomoljev, ki jih sicer hitreje debeli, vendar je riziko, da krompir ne bo kalil, bistveno večji kot pri saditvi celih gomoljev.